Enita živijo, Mojca ponovno z vami iz Lanitas Templja. Mečken ste mi pisali, da bi radi še mečken več vedeli v povezavi s plesom pa našo medenico, oziroma vse, kar imamo ženskega tukaj, maternico. Nekako ste me mečken še iz prejšnjega videa, ko ste gledali, ste me pozvali, da bi želeli mečken več, da povem glede te povezave. Tako da povezava je v bistvu z našo ženstvenostjo, z našo žensko energijo, ker vemo, da tukaj nosi ženska svoj center. In če ta center nekako pošlihtan, pol vse steče. Če je ženska v milini, v sočutju, v ljubezni do same sebe najprej in seveda potem do drugih, potem tule tudi vse štima. Tudi bokci so potem prožni, bokci so pretočni in res potem lahko zaplešemo, res razturimo v plesu, kar se boka tiče. Nas nič ne zateguje, enostavno telo celotno potem je blazno prožno in ni važno, kjer je ritem, mi lahko razturimo na vsak ritem. Če pa smo preveč v akciji, potem pa smo zakrčene. Zakrčene smo tu gor, ker nosimo skrbi, zakrčene smo v rokah, ker non-stop nekaj nosimo bremena še od drugih, ker hočemo rešiti cel svet. Če ne cel svet, pa vsaj svoj domači svet, ker držimo en vogal tukaj, pa enega tukaj, pa enega vzadej, od spredaj, pa ne vem še kje, na svojega pa pozabimo. Bi mečken rada poudarila, da spustimo, da enostavno spustimo vsa bremena, ker nič ne bo drugače, a se bomo sekirale ali pa ne. Ali bomo skozi v eni brigi, ali pa bomo vesele, radostne, polne ljubezni, sočutja, nežnosti. Tudi popolnoma drugačen svet bo okoli nas, če bomo mi tu noter svoj notranji svet spremenili. Zelo, zelo pomembno je, da začutimo ženske svoje telo, predvsem ta predel, in da ga negujemo, ker res maternica in ta spodnji del, to je naše središče, to je središče ženske energije in premalo se zavedamo ženske, da moramo ta del zelo, zelo negovati. Da ni to kar vse samoumevno in da slučajno, če so bolečine tukaj, da se pogleda tudi celostno. To pomeni, da ne vzameš tableta pa noriš naprej, ampak da pogledaš, da se ustaviš, da zadihaš in se vprašaš, zakaj imam bolečine tukaj, kje tiči problem, a se moramo umiriti, a mogoče preveč skrbim za kaj, a mogoče premalo skrbim zase, kar je itak 100%, in potem nas ta predel vedno opozori. Vedno nas opozori, če so bolečine tu, nas vedno opozori, punca, imej se rada, ustavi se, naredi nekaj zase. To je definitivno prvo opozorilo, ki ga res daj upoštevaj to opozorilo, ponavadi zamahnemo in spet vse ustrežemo drugim, dokler pač ne pademo dol in potem seveda se malce zbrihtamo po domače. No, da pa do tega ne bi prišlo, pa vas pozivam, ker jaz recimo delam blazno na preventivi,
Tudi imam eno delavnico Self-Care, kateri je v bistvu naš moto, da je preventiva boljša kot kurativa in že tam dosti predelujemo življenjskih tem, se raztegujemo, se učimo dihati s celim telesom, potem delamo na drži, zelo blazno delamo na drži, ker drža je tista zelo pomembna, tudi, bom rekla, pomembna tudi z tega vidika, da imamo ta predel na svojem mestu, da nikjer, če smo tak, vse skupaj tiščimo, pa nekam pritiskamo, in te stvari nas že lahko zaradi drže karkoli boli, zato v bistvu je blazno pomembno, da se pravilno držiš, da se sproščeno držiš, ne zategnjeno, da so rame sproščene, da so roke sproščene. Ful so pomembne te stvari in vse te stvari predelujem na delavnici Self-Care. Ti bom pripopala link, da si boš lahko majčkeno več tudi prebrala, kaj vse počnemo tam. Ogromno tem predelujemo, čisto odvisno, lahko skozi vaše vprašanja. Res ful veliko naredimo, odvisen, kaj vas zanima in potem tiste teme tudi malce bolj predelamo. Tako da res se sproščamo ob skledicah, lahko tudi samo meditiramo, če vi to rabite tisto uro, bom rekla, ko se dobimo, to je čisto različno, kakor jaz vas začutim, tiste pač stvari delamo. Načeloma pa res predelujemo te stvari, ki sem pač ravno kar razložila. Tako da dajte res paziti na to preventivo, pa dajte res skozi delati na sebi. Ful pomembno, da se opozarjate, da zaznavate vaše delovanje, da zaznavate vaša čustva, da zaznavate bolečine, že to, ker jih ignoriramo, nekaj nas boli, grem jaz, pa spet delate dalje. Ja ne, ustav se, ko te nekaj boli, se ustaviš, zato ker ti bolečina hoče nekaj povedati. In če jo ti ignoriraš, ja prav, potem pa boš dobila še hujšo bolečino, in dokler jo ne boš ti nekako, bom rekla, zaznala, pa ji dala neko vrednost, ja, bo bolečina skozi večja. In zato ti polagam na srce, daj se ustavi že v najmanjši bolečini, že najmanjša bolečina je opozorilo, da delaš nekaj narobe. In če delaš nekaj narobe, je fajn, da se sama sabo dol usedeš in se vprašaš, kaj ti ta bolečina pove. Če nekako ne čutiš, da bi to zmogla sama, lahko prideš na individualno uro in skupaj lahko pogledava ali gibalni svet, bom rekla, ali pač tudi energijski. Lahko pa oboje združimo. Ker je že drža en tak pokazatelj, kako se ti držiš, točno jaz vem, kje imaš išjo na energijskem nivoju. Tako da tudi te stvari se vse da pogledati na individualni uri, po želji. Drugače pa ti res priporočam, da se ustaviš in začutiš, kaj ti bolečina govori. Ve, da ti nekaj govori. In ne jo ignorirati s tableti. Najslabša stvar, kar lahko narediš, je, da poješ tablet in greš dalje v svoj svet. Bolečina ti hoče nekaj povedati, da ji prisluhani, kaj delaš narobe. Definitivno nekaj ne delaš prav, če te nekaj boli. Moraš nekaj narediti, nekaj na telesu je treba spremeniti, ali je spremeniti treba držo, ali je spremeniti treba gibanje, ali se moraš več gibati, ali ne smeš toliko sedeti. Če veliko sediš, moraš dati protivtež, da se tudi gibaš vsak dan, da predihaš telo, da se sproščaš vsak dan. Vse te stvari blazno pomembne. Tako da res ti polagam na srce, daj poslušaj svojo bolečino in ji daj pozornost. To je en tak message, ki se mi zdi res ful pomemben, da res greš v to pomembnost, kaj ti bolečina govori. Nekaj ti govori.
definitivno. Ne bi te kar brez veze nekaj boleli. Okay? Tako da, majčkrat še na tej. Zdaj pa gremo še na to, kar sem prej govorila, torej, da malce več povem o plesu, pa bokih, pa maternici in vseh teh stvarih. O maternici sem že na začetku povedala, zdaj pa kako to ples vse skupaj blaži in bom rekla, združuje. Ne? To pomeni, če imamo mi tlele medenico maternico pretočno, pol ples teče, ker ples je en tak dinamičen ritem, nas ful fajn lahko prevzame, seveda, to sem že govorila, da si damo en ritem, ki je nam cool, ki ga začutimo, ki nas razveseli, ki nam dvigne energijo in seveda zaplešeš. Zelo pomembno je, da ohranjamo prožnost bokov. Zelo pomembno za držo, za razteg, to pomeni, da se tudi raztezna, da če si tu zategnjena, pol tudi drženi, ne moreš se gibati svobodno, bolite vse, ker si tako ali tako zategnjena in ples nam točno vse to odklepa. Zato, ker pri plesu, na moji uri plesni, imaš vse, torej se ogreješ skozi plesne korake, potem se raztegnemo oziroma najprej ogrejemo, potem se raztegneš celotno telo v iber hudo, potem gremo narediti še kakšne vaje za našo obliko telesa, ker rabimo tudi moč pri plesu, in enostavno na koncu gremo majčkrat na ta naš ritem, da nas prevzame in da se imamo fino in fajn. To je naš moto na plesni uri, da odklenemo boke, da jih naredimo prožne, da naredimo pretočno maternico, dobesedno, s tem v bistvu spustimo našo žensko energijo skozi celotno telo, da ženska energija zacveti v telesu. Okay? Da res pride do izraza, skozi ples ženska energija res pride do izraza. Ker res tam daš tisto softness ven, tam daš tisto fluidnost in te stvari. In res, pri plesu takoj vidiš, koliko imaš ti odprte boke oziroma koliko si ti odprta kot ženska, kot z žensko energijo. Če ti meni delaš tak, pol to ni prožno. Češ pa ti meni naredila tak, ja, potem pa si že majčkeno bolj, bom rekla, pretočna, bokci lepo plujejo ali plovejo po zraku, in so nekako čist prožni in niso zategnjeni. Ful pomembne so te stvari, in v bistvu jaz res to ful povezujem tudi s te žensko energijo, zato ker vidim, koliko ženske rabimo to, res rabite ženske to, rabite ples, da se odprete, ker jaz vidim na moji uri, res, ker najprej se dela tak, pa se pa že malo sprosti, pa je že majčken bokcev in teh stvari, seveda se tudi raztegujemo, ful delamo na raztegu, glih tudi ta del, da potem boke odpiramo, ker če stule vas zategnen, pol težko boke obračaš in te stvari in prav imam ene tehnične vaje, ki so čisto zrasle zdaj spontano, na katerih res ogromno delamo, da odpiramo boke. Prav, da odpiramo boke, ker enostavno vidim, kakšen problem je s temi boki. Tako da bolj se boste odpirale v tej smeri, lažje boste zaživele v svoji ženskosti. Ker res, kolektivno gledano, ženske smo čist preveč v akciji in čist preveč v moški energije. Mi hočemo poveljevati, mi hočemo vse imeti pod kontrolo, mi hočemo vse cak. Če gledamo zdaj kot mame za otroke in te stvari, da ne govorim še o kaj druga, kako hočemo vse imeti pošliftan,
Tako da dajte to spustiti, no. Res, dajte to spustiti in če ne gre drugače, pridite na ples. Ker res ples to zelo fajn naredi in v telesu, pa še, ko se imaš fajn, ko uživaš, tudi potem spuščaš ta stres in to zategnenost, ki jo moška energija v bistvu prinese, čez preveč v moški energiji, vedno moraš imeti balance, moraš se si v akciji, ampak potem pa moraš tudi biti v drugem polu, Zdaj pa, če smo ženske, je pa fajn, da tudi tisto akcijo delaš z žensko energijo, ne z moško, in bolj se zateguješ in bolj nas vse boli, in vrat nas boli, in hrbet, in križ, in ne vem še kaj vse. Križ boli tudi zaradi tega, ker ni tu fluidnosti. To pomeni, klele nismo pretočne in nas boli križ. Tako da vse je povezano, popolnoma vse je povezano, tako da nam spet predolga danes par iztočnic, da lahko začnete malo razmišljati. Itak se bom še javila na to temo. Dajte malo razmišljati, napišite mi tudi kakšne vprašanja, če se je kaj porodilo, tako da mi lahko pišeš na info@lavitas.si, pa lahko posnamem bolj še kakšen video na temo vašega vprašanja, sploh ni problem, z veseljem. Drugače pa te povabim, lahko prideš na plesno uro, lahko prideš na vadbo, kar ti je ljubše, na individualno, če si se kaj zastakala, karkoli. Seveda srčno dobrodošla, pripenjam link in si lahko na spletni strani vse prebereš, www.lavitas.si. Ekola, te pozdravljam srčno in te pozivam, da nekako spustiš v stres, da se sprostiš, da greš v ljubezen do sebe in se imaš rada. Predvsem, da se imaš rada, najprej sebe, da najprej sebe zrihtaš, potem boš pa lahko res podala tudi svojo ljubezen v svet, čist tak, po domač povedan. Lepo se mej, se oglasim, da živim.